V prvi oddaji bo naš gost dolgoletni nogometni delavec in športni funkcionar Andrej Zalar, ki ima oziroma je imel najdaljši staž na Nogometni zvezi Slovenije. Pogledali bomo tudi vrhunce najzanimivejših tekem jesenskega dela prvenstva druge slovenske nogometne lige. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Spoštovano nogometno občinstvo, prisrčno pozdravljeni. Slovenski nogomet nam je v preteklosti ponudil veliko zanimivih zgodb in pa izjemno veliko uspehov. Tudi v sedanjosti pa se dogaja zelo veliko zanimivega. V novi pogovorni oddaji Bravo nogomet pa bomo poizkušali pogledati v ozadje in predstaviti kakšno drugačno zgodbo. V veliko veselje mi je, da lahko kot prvega gosta gostim dolgoletnega športnega delavca in nogometnega funkcionarja, gospoda Andreja Zalarja. Gospod Zalar, dober dan. Dober dan. Najprej me zanima, kako se počutite v novi vlogi, kajti zelo malo časa ste upokojenec. Nimam nobenega časa, torej tako kot so rekel že moji kolegi ko so šli v penzion, rekli, da nimajo časa, tudi jaz, da nimam časa, pomeni delam od zjutraj do večera in se prevajam praktično na novo vlogo. Torej, nogomet še niste dali na stranski tir, ga še spremljate oziroma mu sledite? Vsak dan. Vi ste, če so moji podatki pravilni, človek z najdaljšim stažem na Nogometni zvezi v Sloveniji, ko govorimo seveda o naši samostojni državi. Koliko časa ste bili del tega krovnega organa? Torej, jaz sem bil v nogometu od 1. maja leta 1989. To meni tam nekje skoraj 30 let. Kako se je vse skupaj razvijalo? Verjetno ni bilo na začetku 90-ih let tako lepo, kot je naprimer sedaj, ko ima Nogometna zveza tako lepe prostore oziroma vse skupaj na Brdu pri Kranju. Torej, začetki so bili povsem drugačni. Torej, na začetku so bili 3 zaposleni in 3 pisarne in 1 telefonska linija in en pisalni stroj. To so zadeve, ki so neprimerljive. Danes imamo seveda računalnike, moderno poslovno hišo na Brdu, seveda potem trening center. To je neprimerljivo. V 30 oziroma nekaj manj kot 30 letih je šel razvoj skokovito naprej. Če primerjamo Nogometno zvezo Slovenije in pa rast klubov na drugi strani, se vam zdi, da je Nogometna zveza kot organizacija bolj zrasla in bolj napredovala kot pa sami klubi? Dobro vprašanje. V tej zadevi se bi vedno lahko pogovarjali, pa vendar, torej nekateri klubi so rasli, so žal tudi ne delujejo več. Nekateri klubi seveda so vrhunsko organizirani, nekateri klubi seveda so inštitucije, tako da vedno bi se dalo o tem razpravljati. Jaz mislim, da rast je bila kar nekako usporedna. Torej, klubi so rasli, klubi so bolje organizirani, tudi objekti so boljši. Tako tudi Nogometna zveza je imela nove prostore, zdaj seveda ima pa vrhunske pogoje za delo. Vi ste Nogometno zvezo zapustili oziroma odšli v pokoj kot vodja tekmovalno-licenčnega sektorja. Da. Kakšne so bile tiste vaše glavne zadolžitve, ki ste jih imeli pod svojim okriljem? Sej že sam naslov pove vse. Praktično moje delo ali pa moje vsakodnevno opravila so bila vezana na domačo tekmovanje. Domače tekmovanje seveda in licenciranje nogometnih klubov. Vse, kar se tiče domačega tekmovanja, je bilo pod mojo organizacijo in nekako sem za to odgovarjal. In pa govorimo seveda ne samo o prvi ligi. Seveda prva liga je bila špica, potem so seveda še druga, tretje, mladinci, kadeti, U15, ženske tudi in tako naprej. Samo licenciranje se je v zadnjem obdobju, v zadnjih nekaj letih precej dvignilo na višji nivo. Klubi morajo sedaj narediti precej več, kot so morali v preteklosti. Kako vi gledate na ta razvoj licenciranja, ki je najverjetneje na splošno gledano za nogomet zelo pozitiven napredek? Zagotovo, torej licenciranje je en ključnih kriterijev ali pa faktorjev pri razvoju nogometa v zadnjih 15 letih. Torej ti kriteriji so predpisani strani Evropske nogometne zveze in seveda jih je treba izpolnjevati vsako leto. Torej ključni, najtežji so zanesljivo finančni,
Seveda tu je največ težav, pa moram pohvaliti klube, se kar uspešno se nekako spopadajo s tem kriterijem in moram priznati, da smo pri tem vsi skupaj, ne, ker jaz vedno trdim, da smo vsi v istem čovnu, na isti ladji nekako, ampak smo pri tem kar uspešni. Eni bolj, drugi manj, ampak finančna slika pravzaprav niti ni tako kritična, kot bi lahko bila, ali pa kot je bila pred uvedbo licenciranja, takrat je bilo bistveno slabše. Pa se vam zdi ta finančna slika težava v tem, ker smo kot trg Slovenija majhni, ali vidite morda kje drugje ta glavni vzrok? To ne. Torej osnovno pravilo seveda je to, da zapraviš toliko, kolikor ustvariš. To pomeni, da se ne zakreditiraš oziroma da nisi v tako imenovanem minusu, kot radi rečemo, ampak jaz mislim, da pač klubi imajo različno višino proračunov in lahko pa po moji oceni je osnovno pravilo to, da porabijo toliko, kot imajo oziroma toliko, kot ustvarijo in to je zdaj bistvo vsega. Pa transparenca v samih klubih se izboljšuje, torej verjetno tudi licenciranje je klube nekako prisililo, da morajo delovati na ta način. Se strinjam, torej poslovanje je absolutno v skladu z veljavno zakonodajo, v skladu z mednarodnimi standardi. Tako da jaz mislim, da tu v zadnjih 15 letih narejen velik korak naprej. Sami ste bili dolgo leta tudi v Združenju prvoligašev Slovenije, organizacije, ki sedaj ni več. Kako se vi spominjate tega vašega delovanja oziroma tega obdobja v slovenskem nogometu? Torej, v okviru Združenja prvoligašev smo vodili tekmovanje približno 10 let. Torej različni sestanki so bili, predstavniki klubov so imeli svoj organ, torej predsedstvo združenja, na katerih se je razpravljalo o raznih perečih temah in torej moje področje je bilo vedno samo tekmovalni sistem, da tekmovanje nemoteno poteka in to tekmovanje je potekalo nemoteno v skladu z sprejetim koledarjem in seveda s predpisi, ki so bili takrat sprejeti. Pa se vam zdi sistem, kot je sedaj, da Nogometna zveza Slovenije vodi prvo ligo ali takšen, kot je bil še pred leti, torej da je še dodatna druga organizacija, ki skrbi za vodenje prve nogometne lige? Glede na to, da imate izkušenje iz obeh sistemov. Torej zanesljivo bi bil potreben nek organ, ki usklajuje interese prvoligašev, tako da se prvoligaši najprej zberajo, pretehtajo vse predloge, ki so na mizi in potem nek zaključek, nek sklep sprejme, potem seveda naprej sodeluje. Ključna zadeva seveda je pa vedno tekmovanje in pa televizijski prenose in televizijske pravice in to. Sicer omenili ste televizijske pravice, v letošnji sezoni, v sezoni 2017-2018 se je tudi premaknilo na bolje, kajti nekatere slovenske televizije prenašajo tudi drugo ligo. Kako gledate vi na to razširitev druge slovenske nogometne lige iz 10 na 16 klubov? Torej jasno je, da na pol sezone neke analize še niso narejene, vendar prva ocena je zanesljivo pozitivna. Torej, absolutno pozitivna, torej odziv tako v lokalnih medijih, lokalnih skupnostih je pozitiven. Gledalcev je bistveno več kot v preteklosti, ko je bila liga 10-članska in mislim, da je to vsaj za enkrat prvi vtis pozitiven. Vam je zanimivo z vidika mladih nogometašev, da lahko rečemo, da je druga slovenska nogometna liga nekako poligon za mlade igralce, ki se želijo uveljaviti v članskem nogometu? Jaz mislim, da je to ključno vprašanje. Ključno vprašanje, ker povsod po svetu, praktično, torej tragedija bi bila, da bi v drugi ligi igrali neki starejši igralci, stari čez 30, 35 let, ampak to je točno poligon za mlajše igralce, ki morda v tem trenutku še niso dovolj dobri za igranje v prvi ligi in tako jih dajo iz prvoligaši na tako imenovano kaljenje ali učenje, da pridobijo, torej izkušnje se pridobijo samo na tekmi. Trening je ena zadeva, tekma seveda je pa
ključno vprašanje. In seveda na tem področju je nekako druga liga porazdeljena po celi Sloveniji, ne, in seveda imajo možnost ti mladi igralci igrati zahtevne tekme, seveda. In tisti, ki bo boljši, bo pač uspel. Glede na to, da sezona 2017-2018 še ni končana, pa smo za vas kljub temu pripravili nekaj zelo zanimivih tekem iz jesenskega dela. Poglejmo si vrhunce 5 najbolj zanimivih tekem iz prvega dela sezone 2017-2018.
Gospod Zalar, prej sva govorila o združenju prvoligaških klubov. Se vam zdi, glede na to, da je sedaj ta druga liga postala zelo zanimiva, postala je razširjena, da bi morda tudi drugoligaši potrebovali, oziroma bi bilo smiselno, da bi imeli podoben organ, kot je bil včasih pri prvoligaših? Morda tudi, in predvsem pa si bi morali večkrat sestajati, usklajevati neka odprta vprašanja, seveda, in iskati rešitve. Torej vprašanje pa zanesljivo na vsakodnevni bazi kar veliko, ker je treba najti vprašanja in iskati rešitve, stremeti k napredku, da bi bilo seveda vsem čim bolje. Vedno pa bo pa zmagal najboljši, to pa jasno. Glede na to, da je kar precej nogometnih sredin v drugi slovenski nogometni ligi zelo zainteresiranih, oziroma imajo kar velike ambicije po prvi ligi, ki je trenutno 10-članska in ima 36 tekmovalnih dni oziroma krogov. Se vam zdi, oziroma je bilo že v preteklosti, v tej bližnji preteklosti, ko ste bili še na Nogometni zvezi Slovenije, kdaj kakšna ideja, da bi se morda razširila prva liga na 12-člansko zasedbo? Torej, tekmovalni sistem v relativno majhnih državah, tako kot je naša, je vedno nikoli končana zgodba, oziroma o teh zadevah se vedno razpravlja, vedno. Torej, poglejte majčkeno okrog v sosednje države in vsi nekako iščemo optimalno rešitev. Seveda pri tem je celo vrsto kriterijev treba upoštevati. Potreba se vprašati, ali imamo dovolj stadionov kvalitetnih, ker seveda stadion ni samo igrišče in dve slačilnice. V današnjem času mora stadion seveda imeti vse še kaj drugega, tako da prav veliko stadionov kvalitetnih seveda v Sloveniji ni. Potrebno se potem vprašati, ali smo sposobni to sfinancirati, ker nekateri drugi ligaši imajo relativno nizke proračune in s takim proračunom seveda v prvi ligi bi bili nekonkurenčni, tako da mi ves čas spremljamo v države, kot so Avstrija, Danska, Češka, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, seveda, da vidimo, kakšni sistemi, in tudi oni spreminjajo tekmovalni sistem. Kateri je optimalen, to je težko vprašanje. Morda bi kazalo narediti seveda najprej resne analize in pogledati, ali bi bila morda boljša varianta 12 klubov. Res pa je, seveda ne smemo pa mimo sledečega. 36 tekem oziroma 36 krogov je za našo mikroklimatske razmere kar težava. Poglejte, samo zdaj v tem primeru, v 30 letih se ni zgodilo, da praktično 14 dni ne moramo igrati, saj tu v celinskem delu države, razen ti, ki imajo ogrevane igrišča, drugje praktično ni bilo moč pripraviti igrišča, ker je bilo pri temperaturi -16, -15, seveda se igrišča ne da pripraviti. Ampak nekih rezervnih terminov pa ni tako na pretek. Sveda ne, ker je zima relativno dolga. Poglejte, januarja so bile idealne vremenske razmere, bi lahko praktično igrali, in kje so rešitve, se je treba vprašati. Torej v Kopru in v Novi Gorici in Ajdovščini se da igrati tudi po zimi, v celinskem delu pa ne. Zdaj nastane vprašanje, ali je rešitev v nekih pokritih igriščih, tako kot se igrajo nekje na vzhodu, in bi recimo imeli v 2-3 pokrita igrišča za umetno travo, recimo v Ljubljana, Celje in Maribor, in potem bi igrali lahko, recimo pa, da bi bilo za 2-3 tisoč gledalcev tribune, in bi potem lahko igrali celo zimo. To bi morda bila rešitev. Seveda, da te umetne trave so dovolj kvalitetne, da bi to bila tudi lahko rešitev. Če bi bilo pa lepo vreme, kot je bila januarja, seveda bi pa lahko igrali od zunaj, ampak potem bi seveda bil koledar drugačen. Ampak verjetno tu se takoj pojavi vprašanje investitorja oziroma vzdrževalca takšnih objektov. Verjetno tudi tu kar nekaj odprtih vprašanj, če bi se slučajno želeli polotiti takšnega sistema. Zanesljivo je več odprtih vprašanj, ampak pogledajte, tudi v teh razmerah je potrebno pripraviti igrišča. Igrišča niso majhni stroški, in tudi če pa igrišče uničimo, je pa tudi kasneje vzdrževanje relativno drago. Torej, potrebno je seveda narediti analizo in najti rešitve. Torej, če bi bilo to še nizka temperatura še naslednjih 14 dni, potem praktično rešitev ne bi bilo.
Torej, nekako rešitev, če bi se zime nadaljevale na takšen način, da bi morali nekako sistem postaviti z manjšim številom igralnih dni. Ja, pri tem sistemu težko, ne? Težko, ampak igralci morajo imeti določeno število tekem, ne? To je jasno, ne? To je tudi trenerji in stroka to zahteva, seveda, da mora biti igralec ves čas v tekmovalnem ritmu, ne? In seveda danes cel svet igra v sistemu sreda, sobota oziroma nedelja, ne? Tako da prav veliko počitka ni, ne? To so reprezentančne tekme, to so pokalne tekme, prvenstvene tekme in še neke prijateljske, tako da je teh tekem kar veliko, ne? Prej smo govorili o licenciranju in o samem razvoju oziroma boljši organiziranosti klubov. V zadnjem obdobju je prišlo tudi do možnosti, da klubi naredijo svoj organ oziroma povezano pravno osebo, ki nekako članskim nogometnim ekipam oziroma celotnim klubom omogoča nekoliko bolj marketinški pristop do delovanja kluba. Kako vi gledate na to spremembo, ki je najverjetneje za nekatere klube morda celo rešilna bilka, da ostanejo v slovenskem nogometnem prostoru? Torej se strinjam z vašo ugotovitvijo, jaz temu pravim, da je to neke vrste privatizacija klubov in mislim, da je to v danem trenutku rešitev. Rešitev oziroma ena izmed možnih rešitev, ker treba je vedno iskati rešitve, torej vedno je, ali pa velike težave so s financiranjem in treba najti vire financiranja. Ena izmed možnih rešitev je tudi ta. Pa se vam zdi, da bi se lahko na kakšen način izrodila ali je to smer, ki bi jo naprimer vi, če bi bili na kakšni funkciji, zagovarjali? Torej, zanesljivo je to rešitev, torej potrebno je pripraviti take pogodbe, da seveda, da tudi do raznih odstopanj ne mora priti. Ste v vaši dolgoletni karieri, ko ste bili predvsem proti klubom, včasih na drugi strani hriba, na drugem bregu, ste imeli kakšne neljube težave oziroma ste doživljali kakšne pritiske? Ne, torej moram reči, da vsa ta leta je bilo sodelovanje maksimalno profesionalno, korektno. Res pa je, da prav veliko prostega časa ni bilo. Torej, tudi v času dopusta so bili telefoni praktično cel dan. Tudi zdaj, recimo v sobotah, nedeljah, ko smo recimo prestavljali kakšne tekme, recimo zdaj smo imeli velike vremenske težave ravno v lanskem letu, ko je bila recimo megla v Velenju, je bilo treba praktično odreagirati takoj in smo z mojimi kolegi skupaj v roku pol ure določili nov datum in tudi nov prenos, ali pa recimo v Krškem je bila tekma prekinjena, oziroma ni bilo možno odigrati zaradi poplav, je bilo treba v roku pol ure zvečer, v soboto ali v nedeljo rešiti zadevo. Tako da, torej kakršnih pritiskov ne, pa tudi vsi vedo, da z mano na kakšne pritiske ne gre in sodelovanje je bilo maksimalno korektno, res pa je, da je bilo to precej naporna služba. Torej, vi ste bili, lahko rečemo, v stalni pripravljenosti 7 dni v tednu? Ja, temu se reče, temu tako. Torej, telefon sem dobil tudi že pred 7 uro zjutraj, pa tudi ob 11 zvečer. Zanima me še, glede na to, da ste bili z dolga leta v tekmovalnem sektorju nogometa, kako gledate na VAR oziroma na sodobno tehnologijo v nogometu, torej gol linija, tehnologija gol linije in podobne in video sodnikov. Nekateri so pristaši teh novih tehnologij, nekateri pa vendarle na to gledajo s precej zadržka. Torej, svet gre naprej, svet se razvija, najhujše je, ko nekdo da gol in ga sodnik iz takih ali drugačnih razlogov ne prizna in potem seveda zaradi tega nekdo izgubi. Zdaj treba najti rešitev. Ali je to rešitev, torej različno so bili pristopi, spomnite se 5. in 6. sodnika, ki ne bi pomagala pri teh zadevah, pa nisem prepričan, če je bilo to, torej neka pomoč je, ampak vidite, da iščejo rešitve, VAR je ena izmed možnih rešitev. Torej, gledajte, o roki, te božje roke od Maradone, ki je zdaj že, ne vem, več kot 30 let, sem zdaj že ne spomnim več, mislim 30, se še vedno pogovarjamo, to je čar nogometa. Seveda se čar nogometa, če ni napake, je potem vedno rezultat 0-0, nič proti nič. Ampak
Je pa hudo, ne, ko nekdo da gol in ga sodnik iz različnih razlogov ne prizna, je pa neprijetno. Ne. Ampak torej, tehnologija gre naprej definitivno in nekaj bo treba na tem področju narediti. Ali je to najboljša rešitev? Recimo, da je to ena izmed možnih. Gospod Andrej Zalar, hvala lepa za vaš čas in za vaš pogovor in obilo veselja v spremljanju nogometa na, bom rekel, ne tako profesionalen, ampak na upokojenski način. Hvala lepa. V nogometnem klubu Bravo so izvolili novega predsednika. Po 12 letih je Darka Klariča zamenjal Luka Brezovec. Športni direktor nogometnega kluba Drava Jonathan Odirim se je preizkusil v povsem novi vlogi. Navijači Mure so se znova izkazali za zelo pripadne klubu. V tednu pred nadaljevanjem prvenstva so pomagali očistiti igrišče na Fazaneriji. V Radomljah pa so najmlajši nogometaši poskrbeli, da okoliške ptice niso bile lačne.